V današnjem prispevku bomo poskušali odgovoriti na vprašanje mater, ki so tako ali drugače same z otrokom, katerega očetje svojega očetovstva niso uradno priznali. Z nami v studiu je Mirjam Vrbanič, pravni svetovalec iz Zavoda PIP. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, za začetek nam povejte, ali je možno, da oče otroka prizna tudi po rojstvu in ali je to časovno omejeno? Priznanje očetovstva je možno po rojstvu. To lahko oče opravi ali pri centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali v poroki. Vendar priznanje velja zgolj, vkolikor se z njim strinja otrokova mati. Vkolikor je otrok star 15 let ali več, je potrebno tudi otrokovo strinjanje, če se oceni, da je sposoben razumeti pomen in posledice takšnega strinjanja. Priznanje očetovstva torej brez soglasja matere ni. Tako je. Kaj pa v primeru, če bi moški trdil, da je oče otroka, mati pa soglasje ne bi dala? Če se mati s priznanjem ne strinja ali ne da izjave v enem mesecu potem, ko je prejela obvestilo, lahko moški, ki je očetovstvo priznal oziroma priznal otroka za svojega, vloži tožbo pri sodišču na ugotovitev, da je otrokov oče. Takšno tožbo lahko vloži v enem letu po prejemu obvestila, da mati priznanja ne prizna, vendar le v 5 letih po rojstvu otroka. Takšno tožbo lahko vloži tudi otrok sam po svoji materi oziroma skrbniku s privolitvijo centra za socialno delo, po polnoletnosti pa tudi sam. Ali ima moški, če očetovstvo ni priznano, kakšne pravice do otroka oziroma do stika z njim? Če očetovstvo ni priznano oziroma ni vpisano v matično knjigo, potem takšen moški nima ne pravic in ne obveznosti do tega otroka. Zakon pravi, da nima roditeljskih pravic. Dejstvo, da očetovstvo ni urejeno, je razvidno predvsem iz rojstnega lista, kjer oče ni naveden. To pa lahko materam, pa pozneje tudi otrokom povzroča številna nelagodja. Ali lahko potem mati toži na ugotovitev očetovstva? Lahko, tožbo lahko vloži tudi mati. V primeru torej, če moški, ki ga je označila za očeta, če tega očetovstva ne prizna, lahko to vloži tožbo, torej dokler izvršuje roditeljsko pravico. Kaj pa v primeru, da je očetovstvo že priznano, pa se pojavi dvom o tem očetovstvu? Ali in kako lahko oče potem doseže, da ugotovi, da on ni otrokov oče? Tukaj pa je potem možno izpodbijati izjavo o priznanju očetovstva in se potem v postopku izvede ena izmed metod ugotavljanja očetovstva, na primer krvna analiza. Če se ta dvom izkaže kot resničen, torej da ima tak moški prav, nima roditeljske pravice in tudi ne obveznost preživljanja. Najlepša hvala vam za te informacije. Hvala za povabilo.